Včeraj je bilo nekaj slabe volje po tekmi, malo razočaranja, ampak kaj naj rečem, pridejo zmage, pridejo porazi in važno je, ko se pobereš. Mi smo se odločili, to tekmo čim prej pozabili, osredotočiti se naprej, napake bomo odpravili, prinesli bomo boljšo igro na naslednjo tekmo in čim prej pozabimo to. Tekme tukaj sledijo eno za drugo, hitro, vsak nasprotnik je dober in jutri stremimo k zmagi, ki nas bo dvignila nazaj na vrhunec energije, na vrhunec samozavesti in pa bomo spet igrali to našo igro in mislim, ne bi smeli biti nobenih težav. Niti ne, še vedno, to je bila prva tekma, vse je še odprt, vsak nasprotnik tukaj je dober in jaz še ni dokončno določen. Mi imamo kar nekaj časa še in čist brez pritiska moramo igrati to, kar smo igrali celotne priprave in če nam bo to uspelo, ne bo nobenih težav. Ja, ne smemo podcenjevati nobene ekipe. Romuniji fizično odlična ekipa, veliki, močni, težko igrati pod njim, verjetno bo igral veliko na telo, veliko streljal, probali igrati na kontre, mogli bomo biti sfokusirani 100%, da ne bo prišlo do kakšnih presenečenj in skratka ne smemo podcenjevati nobenega nasprotnika, vsak se lahko peče, kot smo se mi včeraj in to se ne sme ponoviti. Seveda, po tej prespani noči sem čutil fante zjutraj malo še v mislih včerajšnji tekmi, tako da pogovor je bil zjutraj, da to negativno miselnost damo preč, smo za stvari tudi povedali, tudi oni so par stvari povedali, kaj bilo lahko boljš in pa smo res hoteli, da to obrnemo čim prej to stran na našem dan, pozitivno, res dober trening, dobra energija je bila. Smo že videli, da so misli že na jutrišnji tekmi, tako da je res dober trening pri to drugo tekmo. Najboljše mi je bilo to, začetek tekme, igra s Pakom, zelo veliko napak smo naredili, slabe odločitve, tle bomo mogli jutri res biti bolj potrpežljiv, bolj smo mogli ta Pak kontrolirati, veliko smo dali napakov v to tak prazen prostor, da jih nismo mogli dobiti, veliko smo leteli za Pakom, tako da je gotovo malo tudi ta nervoza, malo da je drugače naredili stvari. Druga stvar pa v napadu ne, premalo strelov na gol, teh drugih, tretjih šans ni bilo dosti, veliko smo se o tem tudi pogovarjali, da moramo več igralcev imeti pred golmanom, da bomo te šanse dobili več. Tako da to je bilo res, smo tudi trenirali že danes malo, da teh stvareh veliko boljše že bilo, tako da je to dobra napoved za jutri. Zaenkrat, ko sem videl doktorja, vse v redu. Majhnih tekmov škod, malo so fanti utrujeni, samo to je čisto normalno za takvi turnir, tako da gremo jutri z isto postavo, ko smo večer. Kar se tiče taktike, je ena, druga, bolj ta želja, borbenost, dati vse od sebe. To je bilo že v teh pripravljenih obdobjih, se o tem pogovarjamo. Pa ne čakati, da se bodo stvari naredile. Vsak mora svoje klene narediti, vsak ima svojo odgovornost. Vejo, kakšne so njihove naloge. In res, da smo res ta ekipa, da skupaj držimo 60 minut. Če to delamo, verjamem, ta pozitivno. Ja, smo videli tudi ena taka ekipa, ki dosti skupaj dobro igra v obrambi, dobro vratarja, čakajo na njihove priložnosti. Bomo veliko tega videli jutri, kot smo videli pod Koreji, tako da res tukaj moramo biti pametni, da tudi če nam stvari ne grejo takoj prvo tretjino, da imamo da smo fokus, da smo mirni, pa verjamem, da bodo stvari stekle pojme. Tako da res, sam ne smemo se to pozirati na nasprotnika, moramo paziti na naše stvari, da smo ta pravi, da je dobra pripravljenost, pa da odigramo 60 minut simpel, enak hokej s prve minute od zadnje. Ja, Krošelj bo jutri začel namesto Pintariča, to je bilo tudi že planirano od začetka. Naredili smo veliko stvari zjutraj, od sestanka do manjšega tega workouta, do dobrega treninga, tako da zelo kosilo, popolne imajo fantje. Frej, zelo pomembno, da je tudi glavo malo
dajo, da misli dajo druge smeri, tako da popolnoma imajo prosto, pa pol zjutraj že zgodaj začnemo s pripravo na to tekmo z Romunijo.